Ali je res, da ste, ko ste bili policist, ustavljali bodybuilderji na mesto kaznih zahtevali, da vam dajo steroide? Jaz sem mislil, da je to oddaja informativnega značaja, ne zabavnega. Laž ali resnica? Laž. Pred vrati je 8. februar, dan Franceta Prešerna. Kako se začne Zdravljica? Živino je vsi narodi, ki hrepe ne dočaka dan. To je himna, Zdravljica. A Zdravljica, zdaj ste me dobili, ne vem. Spet trte so rodile. Bi obdavčili kriptovalute? Ne. Trgujete z njimi? Ne. Bi v Sloveniji uvedli ICE, kot ga imajo v ZDA, ali urad za deportacijo, kot ga predlaga SDS? Ni potrebe. Česa ste se naučili od Zmaga Jelinčiča? Ničesar. Ste za odkup zaporne kazni, namesto da gre zapornik v zapor, plača določen znesek? Oboje. Podpirate gibanje LGBTQ+? Ne. Bi preukinili davek na najemnine ali nepremičninski davek? Oboje. Bi razbremenili plače? Da. Kdo sta letošnja Prešernova nagrajenca? Čigava, kjer je občine? To je na državni ravni Prešernova Ne vem. nagrada. Koreografinja in plesalka Mateja Bučvar in industrijski oblikovalec Saša Jamehtik. Je bila napaka, da je Slovenija priznala Palestino? Iz današnje pozicije pa današnje perspektive miru ne. Ste za izstop iz NATO in za uvedbo obveznega vojaškega roka? Mi smo za referendum o izstopu iz NATO, naj se ljudje odločajo so za to. Če bi me vprašali za uvedbo vojaškega roka nekaj let nazaj, bi verjetno rekel ja, ker manjka ta preskok iz fanta v moškega. V tem momentu, ko vem, da bi služilo samo za to, da bi se usposabljalo za topovsko meso, za tuje vojne in tuje centre moči, ne. Kaj pa vaše mnenje o vstopu iz NATO? Da. Ste športnik, jeste meso? Da. Ali kupujete meso pri stalnem lokalnem slovenskem kmetu? Da. Katerem? Brega na Mavčičah je Gregor. Zavzemate se za odpravo obveznega cepljenja tudi otrok proti smrtonosnim boleznim kot sadavica in otroška paraliza? Jaz sem za svobodo odločanja. Ampak kakšno je vaše mnenje? Za svobodo odločanja sem. Da, ne? Za svobodo odločanja sem. Ste bili vi kot otrok cepljeni? Da. Kot svetnik ste se zavzemali za participatorni proračun kot neposredna oblika demokracije, torej da prebivalci Kranja sami odločajo o tem, kam naj občina investira. Drži? Res je, pa ne, da sem se zavzemal, ampak sem ga dosegel. Ali v praksi to mogoče tudi vaš primer, ko ste si prisvojili več kot 2000 evrov za svoje odvetniške stroške iz javnega denarja? To je brutalna laž. Mestna občina Kranj vas je v tem primeru neupravičene porabe namenskih sredstev tožila in tožbo ste izgubili. Ste denar občini vrnili sami ali je bila izvedena terjatev? Ni bila izvedena terjatev, niti nič drugega. Dejstvo pa je, da jaz ne morem podpisati naročilnice za nič kot svetnik mestne občine Kranj. To lahko stori samo župan, tako da to, kar govorite, je laž. Ampak kako ste denar vrnili? Ste ga sami nakazali? Ne, jaz sem vrnil denar zgor iz ljubega miru, pa ne vrnil, dal sem ga. Dal sem ga kot v neke dobrodelne namene, dal sem ga izključno zaradi tega, ker sem hotel imeti samo mirno vest, pa da nihče nikdar ne bo pomislil, da sem jaz denar kakorkoli protipravno koristil. V katere dobrodelne namene pa? Ne, v občini sem ga dal nazaj, ne, ampak na tak način, ne, da nikdar Ja, ne vi bi ste kdo rekel. dobrodelno občini dali Se pravi, vi morate vedeti, da svetnik nikdar ne more zlorabiti svetniških sredstev, ker nikdar ne podpisuje nobene naročilnice. Kdaj pili alkohol ali uživali mamila, ko ste bili v službi oziroma med opravljanjem dela? Nikdar. Novembra 2001 naj bi bili premeščeni ravno zaradi popivanja in streljanja s službenim orožjem. To zanikate in pravite, da je šlo za nagradno premestitev. Koga še poznate, da je bil v policiji nagradno premeščen? Marsikoga. Jaz sem napisal 30 prošenj v času 8 mesecev, da bi bil premeščen na drugo delovno mesto. Ko se je v tem postopku ugotovilo, da nisem mu tukaj zraven, da me sploh fizično ni bilo tam, so me nagradno premestili na boljše delovno mesto. Ker jaz imam dokumentacijo za to in tudi POP TV, kot vaš partner v tem poskusu javnega linča, bi lahko do teh papirjev prišel samo z eno besedo, da jim pokažem to, pa tega pač niso storili, ker so želeli, da ostane vse skupaj v dvomu. Boste nam pokazali to? Absolutno z veseljem. Za konec hitri krog, laž ali resnica? Resnica vam je blizu, ne? Da. Ali ste kdaj koga udarili? Nikoli. Ste bili leta... Pardon, nikoli v civilnem času, razen ko je šlo pač v službenem času za uporabo zakonitih prisilnih sredstev. Ste bili leta 11 odpuščeni iz policije iz krivdnih razlogov? Nikoli, razveljavljeno strani sodišča, tako da to nikoli ni sploh obstajalo. Ste bili dvakrat pravnomočno obsojeni? Ne, zato ker pravno formalno te dve denarne kazni ne obstajata in z tega vidika nisem bil nikdar obsojen. Ste bili dvakrat pravnomočno obsojeni, a na podlagi zakonske rehabilitacije izbrisani iz kazenske evidence in ste zato danes neobsojeni? Pravno formalno sem neobsojen. Ampak ste bili dvakrat pravnomočno obsojeni? To, da mi je bila 25 let nazaj izrečena denarna kazen, jaz nikoli nisem zanikal. S tem, da ob dejstvu, da je po 3 letih, se pravi več kot 20 let nazaj, ta denarna kazen izbrisana, nisem bil pravno formalno obsojen.
Ste se redno dobivali z ruskim ambasadorjem v Ljubljani? Ne. Ste bili za novega predsednika Zveze vaterpolskih društev Slovenije res razglašeni mimo veljavnih aktov zveze, kar trdi razrešeni predsednik Matjaž Štandekar? Zakaj bi bil pol upisan v register upravne enote in pa v register AJPES? Torej, laž ali resnica? Laž.